različne zaplete, torej konflikte, zgodbe, s katerimi se lahko tudi identificiramo, pa rečemo, to bi se lahko zgodilo tudi meni. Tako je recimo v romanih, ampak življenje je v resnici bolj dramatično kot katerikoli roman in tudi zgodbe, torej, ki jih piše življenje, se znajdejo v knjigah tiste resnične, tiste najbolj boleče, tiste, s katerimi se lahko, če smo iskreni v resnici, tudi vsi identificiramo. No, ena takih zgodb je zgodba Klošarka z Miklošičeve. Gre za roman, presunljivi roman Tanje Mlakar, ki je sprva izhajal kot podlistek v družini in govori o usodi ženske, ki je vse življenje garala za svojo družino, premenila zgolj po ljubezni, bila pa opekvarjena skoraj za vse. Torej, to je zgodba Klošarka z Miklošičeve roman, o katerem bo sedaj tekla beseda. Roman je izšel pri založbi Družina. Urednica Manica Ferenc se bo zdaj pogovarjala z urednikom Kraljev ulice Janom Nikoličem in z gospo Tanjo Mlakar. Dobro večer, smo skupaj in zelo nas zanima, kaj nam boste sedaj povedali naslednje pol ure. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se vzeli čas in prišli danes sem. Kot ste že slišali, bomo predstavljamo oziroma se pogovarjamo o knjigi romanu Klošarka z Miklošičeve. Prvič, naj povem, smo knjigo predstavili ob Svetovnem dnevu brezdomcev, ki je 10. oktobra. Takrat smo v našo sredo poleg avtorice povabili predstavnico društva prostovoljcev Licencijeve zveze, ki po svojih močeh, kolikor zmorejo, pomagajo brezdomcem. Danes pa je med nami, kot ste slišali, urednik revije Kralji ulice, ki nam bo to problematiko svetli z nekega drugega zornega kota. Kot ste že slišali, je knjiga kot podlistek izhala v družini, letos pa je šla še v knjižni obliki. Mi smo na uredništvu ves čas dobivali tako osebne odzive od tega, da je ena od gospa želela podariti stanovanje tej brezdomki. Odzivi prihajajo še vedno. Danes so kolegice, ki so na naši stolnici povedali, da mnogi pričakujejo glavno junakinjo, da bo danes tukaj med nami. Pa bo potem avtorica povedala, zakaj junakinje danes ni med nami. Po vseh teh odzivih, ki so, najbrž lahko rečemo, da brezdomci so opaženi, da niso nevidni v naši družbi, pa bi mogoče gospoda Nikoliča vprašala za komentar. Lepo pozdravljeni. Tako je, brezdomci v bistvu, cestno brezdomstvo je zelo vidno, to vsi srečujete na ulici, recimo. Ampak jaz bi tukaj predvsem dal malo več pomena, da ne rekel, prikritemu brezdomstvu. To je ves prekarijat, to so ljudje, ki mogoče nimajo neke sigurnosti, da lahko plačajo na njima vsak mesec, slabo so plačani, spijo pa se vozniki s prezdanci in tako naprej. Tako da tukaj je, mislim, to je dejansko kategorija, prikrito brezdomstvo obstaja, v naši družbi ga je veliko, jaz verjamem, da se je že marsikdo kdaj znajdel v kakšnem, bom rekel, počljivem položaju, mogoče, ker ni točno vedel, a bo šel lahko naprej v najem ali ne, ampak dejansko to je zelo velik problem, katerega družba v bistvu zelo malo naslavlja, tako da mogoče to kot mene sem na začetek. Če gremo v knjigi, gospa Tanja, vi ste zapisali, povedali, srečevala sem jih na vsakodnevni poti na jednih med ljubljanskih ulic. Nekateri so se sprehajali in prodali časopis, drugi so le opazovali mimo idoče, tretji so prosili pomoči. Včasih sem se od njih ustavila, jih pozdravila, tudi poklepetala z njimi in jim podarila kovanec, spet drugi sem odhitela naprej, ne da bi jih pogledala. Pa bi najprej vas vprašala, potem pa še vas, gospod Nikolič, kaj je tisto narekovaj pravo obnašanje, kako se ne mi hitimo mimo svojimi težavami včasih, kaj je tisto pravo obnašanje, da se še vedno spoštljiv do sočloveka? Sama sem se s tem vprašanjem soočala več kot 30 letja. Delam na tej ulici, v kateri teče beseda. Ko sem hodila mimo njih, sem v različnih obdobjih različno reagirala in se včasih vprašala, kaj mi tega treba, zakaj so tam, spet
sem, da nekaj ni v redu, ker so me pa vznemirjali, ko sem jih srečala. In dokler me neka stvar vznemirja, pomeni, da ni razčiščeno. Tako da jaz bi težko rekla, kaj je prav, pa kako se je treba do njih obnašati. Jaz sem si o pisanju te knjige odgovorila. Jaz sem dobila odgovor, predvsem pa sem dobila odgovor, da ni to enotni recept za vsakega, ki hodi po mimo. Videla sem namreč, da brezdomci, ki jih srečujem na tej ulici, jih je res veliko, so zelo zadovoljni, da je na nek način mogoče postopen z njimi ven odnos. Ko se ustavim od njih in ko jim ne podarim samo tistega kovančka, kar je zelo najlažje, in potem naprej, se mi zdi, da je prav, da se ustavim, da pogledam v oči, včasih potem me celo pride ponujena roka in sigurno, če ne drugega, vsaj nekaj besed. Včasih je tudi tako, da tudi oni ne želijo nobenega stika, ampak sicer se pa tega zdaj, do česar sem se dokopala, sem držim. Je pa res, da sem včasih odhitela nazaj mimo njih, brez da sem jih pogledala, spet drugič sem se ob njih postavila. Tudi sama sem šla skozi različne faze in tudi danes bi težko rekla, da bi jaz vedela recept, kako se s takimi v takih situaciji odločiti. Jaz bom v bistvu sam to dodal. Jaz po vseh teh letih, to je že skoraj 10 let, kar delam s brezdomci, tudi imam recepta točnega, ker je zelo kompleksno vprašanje, osebe so različne, imajo druge potrebe, ampak jaz definitivno poleg tega, kot gospa avtorica že omenila, se pravi ta kovanček, tako jaz mislim, da zelo veliko pomeni kak nasmeh, lepa beseda, pa čim manj mislim, ne čim manj, nič pokroviteljstvo. Se pravi, da se jih tretira kot ljudi, ker konca tudi te fante pa punce, pa gospodje, pa žene, ki podajo ta časopis na ulici, oni to jemljajo kot službo. Se pravi, oni imajo tako za nekaj utrebe, čez dan, pa za položnice, pa ne vem, pač različno, imamo tudi substance, probleme, ne rečemo, da to je tudi logika, ampak večina imamo res zelo dobre izkušnje. V bistvu so ljudje tako, ker njih pa jaz, sploh, ko jih spoznaš, pa poznaš v zadnje zgodbe. Pa je ta projekt Pravi ulica mogoče ena od poti možnosti, da se ljudje povrnejo dostojanstvo, da se mogoče vrnejo v definitivno. Mi namreč poleg časopisa izvajamo en kup programov, se pravi, in dal bom samo en primer, teorije brez veze, pač razlagam na dolgo. Torej, leta 2007 ali 2008 so se odločili fantje, ki so spali pod mostom, vsak dan spili liter šnopsa in tako naprej, da bi radi nogomet igrali. In so prišli k nam, smo jim kupili žogo in so začeli dejansko igrati. 3 leta zatem so bili v Rio de Janeiro na svetovnem prvenstvu brezdomskem, danes so pa vsi noter živijo, imajo družine, urejeno življenje. Tako da te programi, ki se izvajajo, mislim, definitivno pač poskušamo malo bolj opolnomočiti ljudi, pa je malo zaupanja, ne vem, če lahko temu tako rečem, malo v navednicah sistemu. Tanja, vi ste povedali, da je vas dlje časa zorela ideja, da bi o teh brezdomcih, ki se čujete na vsakodnevni poti, napisali zgodbo. Kaj je bil tisti vzgib, kdaj ste se odločili, kdaj je ta ideja dozorela? To je v meni dozorel kar dolgo časa. Ko pride do vrtišča, ko ne vem, ali sem prav, ali ne delam prav, ko se vprašam, ali je to prav, ali ni prav, potem vem, da moram se nekaj čisto odgovoriti. Zelo se strinjam z gospodom Žanom, da je dostojanstvo zelo pomemben faktor teh ljudi. In se mi zdi, da na ulici se nam zdi, nam, ki hodimo zaenkrat, če mimo teh ljudi, še nekako bi rekli življenja, da mi imamo vse, te ljudje pa nimajo nič. Ampak da
se tudi na ulici obdržati to dostojanstvo. In tudi to sem potem v tej zgodbi, ki je predstavljena v knjigi Košarke z Mikuličeve, glavna junakinja Irina želela prikazati. Gre seveda za zgodbo, to je literarno obdelana zgodba. Zgodba ni resnična, teh vprašanj sem dobila največ. Je pa resnično veliko dogodkov, ki je v njej opisanih. Nekaj sem izvedla iz različnih, že prejšnjih, svojih dejavnosti, nekaj sem izvedla na ulici. In ko sem se tudi na različnih mestih pozanimala, kako bi pa bilo prav ravnati ob takih srečanjih s temi ljudmi, sem dobila različne odgovore. Za Karitas, ne ukvarja se z njimi, ne moreš rešiti sveta. Jaz se zavedam, da ne moram rešiti sveta, ampak lahko pa dosežem en mir v svoji duši, kjer je naprej pomirjena. Ker še vedno, ko se ta brezdomec, ki ga zapustim, kot dobi skovanček in zdaj recimo na smeh, še vedno si mislim, da bi Bog, da ji pomagamo, da bo nekje dobil neko možnost prenočitve. In tukaj je gospod tudi rekel, zame so brezdomci ne samo ljudje, ki so na ulici, ki nimajo doma. Danes je na to kategorijo lahko štejemo tudi ljudi, ki ne vemo, ali bomo imeli še jutri službo, ali ne bomo imeli, ali se bo nekaj zgodilo, da bomo ostali brez stanovanja. Na nek način smo lahko od danes do jutra skoraj rekla velik izmed nas brezdomcev. In tudi zdaj se mi je, ko sem se srečevala s temi ljudmi, kako oni to doživljajo. Če greste po ulicah, velikih je zelo nasmejani. Velikih je tudi zelo pod kakšnimi upoji. Ampak dostojanstvo pa točno vidiš, kako uspe nekomu človeku ohraniti. In to mi je bilo recimo ena tudi dosti močna točka v tej knjigi, ker posebno enakovredno teče zgodba o brezdomstvu, o tej glavni junakinji, kot tudi o dostojanstvu. In seveda, ker sem knjigo pisala o razglašenem letu usmiljenja, sem želela močno poudariti tudi to pisanje Puščanje zdrav. Mogoče ste dali dobro istočnice za vprašanje. Zgodba tudi govori o dostojanstvu žene, če mogoče še malo o tem poveste. Irina kot glavna, bo mogoče v besedah povem zgodbo, se pravi, zgodba gre, ta žena ostane sama brez družine, s možem se razideta, ona se vrne k svojim staršem in po enem krivem pričanju potem izgubi tudi svojega takrat 3-letnega sina, ko gre od nje. Eno leto se prej bori za sina kot Begulja, ga želi obdržati, pa je ne uspe. In se pravi, potem pomrejo tudi njeni najbližji, mimo ljudi, dokler so socialni stiki. Takrat se človek še nekako rešuje, ima nekje, ima družino, ima starše, ima prijatelje. Ko ni več nobenih socialnih stikov, takrat te odbrine iz tega izroba te družbe, pa ne samo brezdomcev, kdorkoli. Skratka, Irina potem se ostane brez službe, brez možnosti stanovanja in potem se seli. In ko se še ena hči, s katero živi, preseli v Ljubljano, takrat ona v bistvu ostane brez vsega. Prebiva v Lopah, prebiva na železniških postajah, prebiva v velikih prostorih in obrokam. Ampak kljub tem težkim situacijam se ona drži v uspeju, ohraniti pa enem dostojanstvu. Dostojanstvo je zelo lahko izgubiti. Sploh še nam se mi zdi, še mogoče še razpoznati in lažje. Ampak ona vztraja, ne bo hodila umazana, bo probala govoriti resnico, bo imela ene normalne slike, ne bo se podvrgla nobenim obojem. Kljub temu, kjer je bila, se ona uspe ohraniti. In to je bilo, jaz sem skozi ko sem pisala, sem zelo močno to čutila, kot žalovala, ampak nekako sem jo vedela, da je žena, ki želi ohraniti dostojanstvo. In to se mi zdi danes, da je zelo pomembno. Danes je dostojanstvo tako hitro možno izgubiti, sploh je ženska. In današnja javna družba, s čemu nam res pospodbuje. Tako da v tem smislu sem potem
Jelena odpeljala na ulico in na koncu, v bistvu najprej prenočevala drugje, potem pride na ulico, ona rabi denar samo za avtobusno karto, da bo lahko obiskovala svojega sina, ki ga po 13 letih spet sreča. In ko sina ona spet vidi, ki živi v Mariboru, ona ve smislu življenja. Tudi to sem želela pokazati skozi to zgodbo, kako je važno, da imamo nek smisel. Smisel, da ostanemo v enem ciljem, na eni poti, kjer nas ne odnese. In ona potem rabi 30 evrov za avtobusno karto, pa za kakšno sendvič, pa kakšno pico. Prijateljica ji reče, jaz ti bom dala. Ona reče, ne, jaz si želim ta denar na nek način sama prislužiti. Zdaj, kaj to prislužimo, če držiš tam lonček, tako da gospoda postavljamo nazaj 50 let, ko še ni bilo teh kraljev ulice, ko je čisto lonček, ampak ona to vse eno, seveda, jaz sem po začetka malo realistično opisala to zgodbo, kjer so tudi ljudje, ki se stavljajo v Prijeni, zelo sočutni in prijazni, na kar sem bila opomnjena, ko so mi malo, ko so brali, ni tako, seveda ni tako, ljudje so različno reagirajo. No, in ko ona dobi ta smisel, potem se ona odloči, da bo to kar najbolj služi. Mogoče še na koncu, dostojanstvo ohrani za moje pojme tudi s tem, ko odpusti svojemu bivšemu možu. A veste, kako je težko odpustiti nekomu, ki ti ukrade sina, ki ti z lažmi ukrade sina, ki ti za 13 let prepove stike z sinom. Ker če bi imela stike, potem ji mož zagroži, bivši mož, da je povzevši ščerko. Ampak njo, ona se s tem sooča, kako bi zdaj odpustila, ampak zmorila. Ampak, gledajte, ona dostojanstvo pokaže tudi s tem, ko se po hudi borbi, potem odloči in odpusti. Seveda, ona je nekako verjetno njemu že prej odpuščala sproti, ampak zadnje dejanje, ko je stopila k njemu in ko je že brez obeh nog izrazila to odpuščanje, se mi zdi, da jo naredi pa res veliko žena. Gospa Tanja, vi ste zdaj še enkrat to Ireno tako opisali, res ni resnična oseba. Ja, Irena res ni resnična oseba. Bilo bi zelo verodostojno in zelo pričevalsko opisati zgodbo ene žene ali pa enega brezdomca. Tega sem se zavedala. In nekako sem tudi že toliko stikov navezala, da sem poznala nekaj zgodb. Ampak v tej zgodbi sem združila več problematike, več vsebin, več problematike. Tukaj gre za izgubo službe, gre za otroci, ki ustavijo na dve konci včasih. Ko je prepovedano, ko se starši med sabo prepirata in ne vemo, kako bo prišel otrok. To so strašne bolečine in potem, če nimaš nekoga, da bi ti pomagal, pride potem do tega, kar je prišlo. Seveda sem jaz z Ireno zelo sočustvovala. Jaz sem ob tej knjigi ogromno prenehala, ker se vprinala njeno razmišljanje. Mislim, da je Irena res zramla srca ljudi s tem svojim ravnanjem, kot ga je poročila, kot žena, kot mati in s tem zvušnjo končo vprašanja. Kot nekoli nekaj predstavljen smiren brezdomci, a je za ženske težje na ulici, najbrž je tudi nevarno. Ja, za ženske je definitivno težje. Zdaj bom to rekel, ena stvar je nevarno. Mislim, bi rekel, da bolj kot za moške definitivno, ampak seveda je to nevarno. Bolj je problematično zdaj trenutno to, da za ženske ni založišča, recimo, za moške je, ampak se pravi, to so ločene zadeve. In za ženske trenutno imamo varno hišo, kamor se tudi katera, to rekel, mama, ki je predstavljena na cesti, ampak kako zateče, ampak za ženske v bistvu tudi strokovne delavke, ali pa delavci strokovni, jih primanjkujejo zaradi tega, ker dam en recimo primer,
tako bi ste rekli, nevarno. Ja. Recimo pride do kakega spolnega napada ali pa karkoli podobnega in potem se ta ženska največ malo bolj teže zaupa moškemu strokovnemu delavcu kot pa ženski. Se pravi, tukaj se bi dal dosti nadgraditi ta, kako rekel, nek socialno okolje za ženske, precej primankuje. Pravi, glede na različne zveze društva, so niso dovolj, ne moreš na nek sistemski državni ravni, kaj bi biti. Drugače, jaz bom tako rekel, dovolj nikoli, ker tega problema ne bomo nikoli zadovoljivo rešili. Mi lahko delamo, imamo nastavitvene programe, antidoležacije in tako naprej, ampak to se cel svet s tem ukvarja, pa zadovoljivo se tega 100% ne bo nikoli rešili, jaz mislim. Ampak, kaj smo že vprašanje, pa da... Se sistemsko reši. Ja, to sem hotel reči. Lahko bi se, ne, sigurno se lahko, moram pa to reči, država zelo v redu sodeluje z vsemi temi organizacijami, tle bi pač pohvalil. Nima veze, kjera vlada, pa kakorkoli, ampak tako socialno, gledano, so zelo, nam hodijo nasprot, pa ne samo nam, tudi ženske v zvezi mogoče in tako naprej, tako da je kar v redu, iz tega pogleda. Če vam postavim eno vprašanje, glavni junakin Ireni se uspe pobrati, se ji odpre svetla prihodnost, kako pa vi vidite med temi brezdomci? Je sploh želja potem, da nekakšen misli, ja se jim je super, pa krožijo zgodbe, 1000 evrov ne berejo na mesec, ampak mogoče je vseeno, da bi to počela, ne? Ja, če sem čist iskren, je teh zgodb, da je ta želja toliko močna, jih ni prav veliko. Ker pač ljudje zapadajo v neko malodušje, v depresijo, v alkohol, v drogo in potem se to sam totali in se rešujejo sprotne težave, ampak nekega dolgoročnega cilja, to mi tudi poskušamo, to pa nas to se izpostavlja, ampak bom rekel, da